lep pozdravček vsem. Evo, smo live. Torej, a se spomnite, da jaz vedno govorim o tem, zastavite vprašanje. Ok, in ko zastavimo vprašanje, dobimo zavedanje. In recimo, jaz sem zastavila vprašanje, kako naj začnem s temi videi v smislu, oziroma s temi Facebook live-i, tako da pač počakamo malo, da vas Facebook obvesti, da smo v živo, in da dejansko ne zamudite tistega glavnega dela Facebook live-a. In sem dobila idejo, da mogoče vam na začetku malo povem o tem, kaj se kaj dogaja, o tem, recimo, kakšne delavnice smo imeli, kakšne delavnice prihajajo. In mislim, zelo tako pred kratkim smo imeli, kdaj je bilo to? Ja, 1. oktobra, v soboto, smo imeli izjemno delavnico celičnega spomina, torej aksesovih telesnih procesov, celični spomin in demolekularna manifestacija in molekularna demanifestacija. In vsaka od teh delavnic je čist drugačna. Vsako dejansko ustvarijo ljudje, ki pridejo in ja, pač naučijo se teh procesov, ampak kaj pa to prinaša na plan za udeležence. Recimo ta sobotna delavnica je bila izjemno močna v smislu, da je prinašala za vse nas na plan neki celični spomin o tem, v bistvu ali o porodih, ki so jih imele ženske, o naših, torej ko smo se mi rojevali, pa smo imeli kakšne travme in dejansko je prihajalo to na plan in smo pa to facilitirali in bilo prav wow. Tako da res v smislu, ne, ko tako nekdo misli, ja, pač procesi, telesni procesi, mi imamo toliko stvari zapisanih v telesih, da je to neverjetno. In ti telesni procesi, te delavnice dejansko nas tudi osvobajajo nekih zapisov, za katere niti ne vemo, da jih imamo. In je res fantastično, če imate le kako možnost, da se udeležite takšne delavnice, ali pa mogoče celo 3-dnevnega body classa, si dajte to darilo, ker boste lahkotnejši, bolj svobodni boste, svobodnejše se boste počutili. In z mano lahko zdajle imamo v četrtek, torej to je 6. oktober ob 6. do 9. zvečer, imamo odstranjevanje in izkoreninjenje biomimetičnega in biomimetričnega posnemanja, torej tisto, kar smo govorili zadnjič v prejšnjem Facebook live-u, in inicializacija, aktivacija in potenciranje 90% funkcije možganov, torej to je 3-urna delavnica. Potem imamo pa v nedeljo delavnico telesnega procesa MTVSS, to je eden najbolj potentnih telesnih procesov, dinamičnih, oziroma najbolj dinamičnih aksesovih telesnih procesov, ker naslavlja, mislim, res lahko ga naredimo na tisoče različnih načinov, vsakič ustvari drugačen rezultat, obnavlja naše telo. Tudi če nimamo dobene bolezni, če nimamo nekih stvari, dejansko obnovi naše telo, odstranjuje te programe, ki povzročajo staranje in tako naprej. Tako da to je tudi mislim, vse te procese se lahko izvajate sami sebi, oziroma jih delate v paru. Tako da, kakor vam ustreza, tako da nekaj možnosti je. Evo, lej, nekaj vas je pa že tukaj. Ok, v živo smo in živi smo, bravo. No, evo, lej, in jaz zdaj lahko začnem z našo današnjo temo, torej kako do več lahkotnosti v odnosih. Torej, mi smo vpeti v takšne in drugačne odnose. Torej, eni so nam tako pač še posebej naporni, ker lahko gre za neke bližnje osebe, ponavadi so ti še bolj naporni. In ker imamo veliko nekih projekcij, veliko nekih pričakovanj, ali pa pač, ja, so to starši, partnerji, sestre, brati in tako naprej, otroci. In ena stvar, ki vam bo res pomagala dejansko te odnose vsak dan na novo ustvarjati, je, da začnete razgrajevati te odnose. Torej v smislu, da vsak dan odnos, kar je bil vaš odnos z nekom, razgradite in uničite.
To ne pomeni, da bo kaj fizično razpadlo, recimo, če gre to za partnerski odnos, ampak torej, ko mi razgradimo in uničimo odnos z nekom, uničujemo vse neke poglede, neke laži, neke sodbe, neke odločitve, ki smo v zvezi s to osebo naredili, neke projekcije, pričakovanja, zavrnitve, vse posod, ker smo se že ločili od te osebe energijsko, ne, na nek način. In na ta način si ustvarimo, jaz tako rada dam prispodobo, ker pač tudi slikam, ne, te slikice od zadnji so moje, da ustvarimo novo belo platno, na katerem lahko ustvarimo pol nekaj čist drugačnega, čist novega, ne, lahko nekaj čist na novo s to osebo ustvarimo. In kako to naredimo? Torej, konkretno, recimo, vzamemo, naprimer, zdaj bom dala, si bom zmislila eno ime, torej vse, kar je bil moj odnos do Anice do danes, vse to razgrajujem in uničujem, pa right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Torej, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, za vse tiste, ki mogoče prvič to gledate, prvič to poslušate. In mimogrede, vsem, ki se na novo pridružujete tej strani, en lep pozdravček, kaj vse je zdaj še mogoče, ko boste spoznali ta čudovita orodja. Ja, torej, pač to čistilno izjavo si lahko preberete oziroma pogledate več o njej na www.theclearingstatement.com. Ja, no in pri tem razgrajevanju in uničevanju odnosov, torej to lahko naredite z vsako posamezno osebo v svojem življenju, ampak kaj je tukaj en hakelc, ki ga veliko mogoče ljudi pravzaprav gre okrog te, mislim tako, kako bi rekla, sicer delajo to, ampak tako v smislu v resnici ne razgradijo ničijo tega. Torej, še ostajajo neke stvari, ki pač je neka vrednost, ali so neke zamere, ali neki pogledi, neki, kar smo zavzeli glede določene osebe nekoč nekje in nismo voljni v totalnosti tega odnosa razgraditi in uničiti. Res v totalnosti, ne. Lahko imamo, kako bi rekla, lahko je neka vrednost, da se oklepamo te preteklosti, ki jo imamo s to osebo. In tako da morate tudi tukaj pogledati, ko razgrajujete in uničujete odnos z nekom, če ga dejansko resnično, kako bi rekla, če ga resnično razgradite, če ste voljni čisto vse, kar ste imeli s to osebo, če lahko temu tako rečemo preteklost s to osebo, ki ste imeli, da ste pripravljeni čist zgubiti, zradirati in uničiti, no, dejansko, oziroma, ja, razgraditi. Tako da, če ne, pač to orodje ne deluje tako dobro, kakor dejansko lahko deluje, če ga res uporabljate tako, da vse uničite in razgradite. In če kdo med vami gleda mogoče ta film 50 prvih zmenkov z Meg Ryan, pa ne vem, kdo je bil še ta drug soigralec, ko ona dejansko je izgubila spomina, ne, on je bil pač njen fant in se je mogel vsak dan znova predstaviti, ona je pač ni se spomnila, vsak dan znova je kdo simpatija, ne, dejansko vsak dan se je na nov predstavil, vsak dan je bil nov dan, tako da za vsako izmed teh oseb, s katerimi boste razgrajevali in uničevali odnose, dejansko vsak dan lahko na novo nekaj ustvarite in lahko vprašate, ok, kaj pa želim danes to osebo ustvariti oziroma kaj lahko ustvarim s to osebo danes. In to ne pomeni, recimo, mogoče bo kdo rekel, ja, kaj pa če ne vem, če mi neke grde stvari delal v preteklosti ali pa karkoli, to ne pomeni, ko uničimo in razgradimo odnos z nekom, to ne pomeni, da nimamo zavedanja o tem, kdo je ta oseba. Okay? In morate tudi vedeti, da mi se vsak dan spreminjamo, ljudje okrog nas se vsak dan spreminjajo, vsak dan smo drugačni, vsak dan so drugačni in kaj, če bi tudi delovali iz tega vprašanja, torej, kdo je ta oseba pred mano. Torej, da vsak dan, tudi če imate partnerja, vsak dan ga vidite, zjutraj rečete, okay, da razgradite in uničite odnos, ki ste ga imeli do njega do danes, in potem se vprašate, ok, kdo je ta oseba danes pred mano. In se vprašate, ok, kaj lahko danes s to osebo ustvarim. In da vidim, kaj pravite.
O, kako blaženo, kako deluje, kako srečna sem, da me sedaj ni konec, ni blokada, ampak je razgrajeno in se mi ne zatika. Jaz totalno se odrekam te blokade v svojem telesu zaradi te osebe. Jako blagoslovljena sem, da si točno tukaj in prav sedaj tukaj. Hvala ti. Ja, hvala Alenka tebi, a ne? Torej ti si tebe nekaj pripeljal sem do mene, tako da, ja. Ja, no, pravi Alenka, vse te blokade delajo trombe in se kapilare mašijo in počasi gre v srčno ali možgansko kapo ali odpoved. No, to je pač tvoje zavedanje. Dober večer. Lej, kar nekaj vas je tukaj. Nadja, Zdenka, Jerica, Darja, Nataša. Kako lahko še boljše kot to. Ja, in seveda, oseba, s katero razgrajujte in uničujte odnos. Na prvem mestu ste tudi vi, a ne? Torej, ker tudi do sebe imate nek odnos, do sebe imate neko držo in je to neka drža, ki jo imate skozi leta do sebe, v smislu, jaz nisem tako dobra, ne znam tega, mogla bla bla bla, seveda, ni treba razlagati in lahko rečete, ok, vse, kar je bil torej, kar je bil moj odnos do mene do danes, vse to razgrajujem in uničujem. In right and wrong, temelj potem pa Colin Shorts, Boys, Povac Ambience in bolj dite res voljni to razgraditi in uničiti. In dajmo to zdaj narediti. Torej, vsak naj si pri sebi reče, torej vse, kar je bil moj odnos z mano do danes, vse to zdaj razgrajujem in uničujem. Dajmo vse razgraditi in uničiti. Ste voljni to narediti. Ni več včeraj, predvčerajšnjem, 10 let nazaj, 20 let, 30, 40, 50 let. Je sam zdajle. In kaj boste zdaj od tukaj naprej začeli izbirati? Kaj boste začeli od tukaj naprej kreirati kot odnos sami s sabo? In vse, kar je tudi zdaj to prinesli na plan za vas, boste vse to razgradili in uničili. Right and wrong, temelj pa Colin Shorts, Boys, Povac and Beyonds. In še ena stvar, mogoče se kdo sprašuje, kako bom pa pol vedel, kdo sem, ne? Kaj pa, če se lahko vsak dan vi na novo ustvarite? Kaj, če se vam ni treba oklepati nekih starih pogledov oseb, nekih starih odločitev, nekih starih identitet, ki ste si jih nadeli, nekih vlog, kostumov, karakterjev, kaj, če lahko to sam zdaj vse tako res izberete, da to uničite in razgradite. In, ok, kot kaj bi se pa rada oziroma kot kaj bi se rad danes ustvaril. Kdo bi rad danes bil? Vsak dan se lahko na novo ustvarite. In se, kar vam tega ne dopušča vedeti, zaznati, prejeti, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong, temelj pa Colin Shorts, Boys, Povac and Beyonds. To je eno tako res čudovito orodje, ki tudi partnerji, ki so lahko desetletja skupaj in ki so ga začeli uporabljati, pravijo, da njihovi odnosi postajajo vedno boljši. Tisti, ki niso več seksali, še seksajo, ne vem to, če lahko tudi na Facebooku govorim, tako da lahko pa seveda se tudi dobite neko jasnost, da pač ta oseba v končni fazi ni več prispevek za vas in da pač si izberete nekaj drugega. Okay? Ampak za vse tiste, ki pa rečejo, samo da ne bo kaj razpadli, ponavadi postanejo stvari boljše. No? Ampak ja, tako sem rekla, včasih je pa tudi dejansko na ta način dobiš jasnost, da ta oseba pač ni več oseba, s katero bi želel biti, oziroma da si se ti sam toliko spremenil, da enostavno ni tukaj več te tudi ne vibracijske neke kompatibilnosti, energijske kompatibilnosti. In torej še enkrat poudarjam, resnično to izberite, da dejansko razgradite in uničite vse. Ne, ker s kako osebo imamo, recimo, da smo imeli ful neke traumatične izkušnje s to osebo, tudi skušamo pravzaprav ohraniti neke spomine na neke preteklost, na neke travme, nekaj, kar je bilo, zato da to ne bi več, kako bi rekla, da se to ne bi več ponovilo, oziroma da ne bi spet tega ustvarili. Ampak na ta način dejansko, če smo v preteklosti, vedno znova pa ustvarjamo to. In vse, kar je zdaj to za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti.
right or wrong, with the Matt Pram pa Colin Shorts, boys, povac and beyond. To ne pomeni, da se ne boste zavedali. Tako sem že prej rekla, ok, kdo je ta oseba danes pred mano. Zavedanje, zavedanje, zavedanje. To je tisto, kar je, kako bi rekla, naša ultimativna kontrola, ultimativna zaščita, da vemo, s kom bomo češnje zobel, s kom jih ne bomo in tako naprej. Koga bomo pripeljali v hišo, koga bomo naredili za svojega prijatelja, koga ne. Ok. In še ena stvar, torej, zakaj je tudi toliko težavnih odnosov, oziroma zakaj imamo toliko enih problemov v odnosih, je tudi zato, ker imamo toliko enih projekcij in pričakovanj. Torej, projekcije, kakšna mora biti ta oseba, recimo konkretno, če imamo pogled, kakšen mora biti, naprimer, starš, oziroma kakšen bi moral biti naš starš, kakšna bi morala biti mama, kakšen bi moral biti oče. In če ne ustrezajo tem našim projekcijam, našim pričakovanjem, kaj naredimo pol? Dejansko gremo v sodbo, začnemo jih soditi in potem jih na nek način zavrnemo in se energijsko ločimo od njih. Torej, pač to zdaj sem dala primer mamo, očeta, lahko je to partner, lahko so to otroci, lahko so to sodelavci, prijatelji, kdorkoli. Okay? In na ta način, torej prvo kot prvo to ful vnaša nekaj, kako bi rekla, nekih konfliktov v odnose, poleg tega pa nam preprečuje pol ta stvar, da bi pa vse en prejemali od teh oseb tisto, kar so nam pač, kar lahko prejmemo. A ne, ker takoj, ko mi gremo na podlagi neke projekcije oziroma pričakovanja v neko sodbo, takoj, ko imamo nameščeno sodbo, ne moramo nič druga več prejeti kot to, kar se, torej, samo to lahko prejmemo, kar se sklada s to sodbo. Nič drugega. Čeprav bi lahko verjetno, oziroma bi lahko te osebe prejeli na kakšne druge načine, oziroma tisto, kar nam je, dejansko bi nam bilo lahko prispevek, ampak zaradi tega, ker imamo nameščeno to sodbo, tega enostavno ne moramo prejeti. In tega je ogromen in spet, a ne, mislim, pač Accessova orodja so preprosta. Ne, če imate en kup enih projekcij, pa na svoje otroke, ne vem, karkoli projecirate, da morajo postati to, pa morajo to biti, pa če niso, pa ali greste soditi, oziroma sodite sebe, da ste vi kot starš nekaj narobe naredili, zato ker vaš otrok ni pač tak in tak, in greste v tudi zavrnitev sebe, ločitev od sebe, od tega, kar resnično ste, ali pa oziroma od otroka, in to ni prispevek nikomor, ne vam, ne otroku. Tako da, ko se znajdete, oziroma jaz bi tako rekla, če to mogoče prvič slišite, da postajate pozorni na to, koliko imate nekih projekcij in pričakovanj na ljudi. Okay? In ko ozavestite to, oziroma ko začnete opažati, lej, imam projekcijo na to osebo, imam tako projekcijo, pa imamo projekcije, ne vem, na šefe, na sodelavce, na prijatelje, partnerje in tako naprej, in z vsakim se to pol zgodi, ne? Gremo pol v sodbo ali njih ali pa sebe, oziroma pol zavrnitev in ločitev njih oziroma sebe. In ko opazite, da to počnete, in spet, bolj ko se zavedamo, bolj ko smo zavestni, prej bomo to opazili, in bolj ko smo voljni to opaziti, tukaj bolj ko smo voljni spremeniti nekaj, ne? Če ste res voljni imeti lahkotnost v odnosih, boste začeli res gledati, kako jaz na to osebo projeciram. In pa si potem pokite, torej vse projekcije in vse pričakovanja, ki imam na to osebo, vse to razgrajujem in uničujem. Right and wrong, with the Matt Pram pa Colin Shorts, boys, povac and beyonds. Poleg tega boste pa začeli opažati tudi, koliko stvari je pa na vas projeciranih, torej koliko stvari je na nas projeciranih, koliko stvari ljudje od nas pričakujejo. In to, tudi če ni izrečeno, to lahko začne tako energijsko predstavljati zelo eno veliko težo na nas. Ne? Torej se počutimo vedno težje in težje. In vam tudi priporočam, da vsake 3 dni, vsake neki dni, oziroma kadar se počutite take res, kot da ste da neka teža na vas, kot da se počutite take težke, ne vem, neko kontrakcijo začutite,
rečete, ok, vse projekcije in pričakovanja, ki jih imajo drugi do mene, vse to razgrajujem in uničujem. In spet, right and wrong, ampak online shorts, boys, povac and beyond, in boste videli, v trenutku se boste začeli počutiti lahkotnejše. Pa dajmo to narediti zelo za vse vas, ki ste tukaj, oziroma vse tiste, ki bodo to v prihodnosti poslušali oziroma gledali ta Facebook live. Torej, vse projekcije in vse pričakovanja, ki jih imajo drugi ljudje na vas, do vas, vse, kar je usmerjeno v vas, vsi neki pogledi, projekcije, pričakovanja, vse ločitve, zavrnitve in sodbe, ki so bile že v zvezi z vami narejene, bi bili pripravljeni zdaj vse to, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, ampak online shorts, boys, povac and beyond. Pa še enkrat, dajmo še ene parkrat to narediti. Torej, vse projekcije, vse pričakovanja, vse, kar je v vas usmerjeno, strani kogarkoli, vse neki pogledi, sodbe, zavrnitve, ločitve, boste vse to, prosim, razgradili in uničili. Right and wrong, ampak online shorts, boys, povac and beyond. Pa še enkrat, torej vse projekcije, vsa pričakovanja, vse sodbe, vse nekaj, kar je v vas usmerjeno, česar se energijsko zavedate, torej ni treba, da je to izgovorjeno. In vi kot energijsko bitje se pač zavedate teh energij. Torej vse, kar je to, boste vse to, prosim, zdaj razgradili in uničili. Right and wrong, ampak online shorts, boys, povac and beyond. Da vidim, kaj pravite. Ja, živja Simona, videla sem opise zamašenih žil pri obdukciji tete, ki sem jo spremljala. Ja, z menoj, jaz sem voljna sedaj narediti, super. Kakve so neskončne možnosti, da vse te moteče vsadke dejansko uničimo in razgradijo, odkje vse to prihaja. To je samo naša izbira, da delujemo iz tega. Ogromne imajo sorodniki in šefi do nas, ja. Vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, ampak online shorts, boys, povac and beyond. Pa še ena stvar, torej smo rekli projekcije, pričakovanja, to je ena, kako bi rekla, v bistvu ena najhujša stvar, ki se lahko delamo in sebi in ljudem okrog sebe, ker tudi te projekcije in pričakovanja, morate vedeti, če vi na nekoga nekaj projecirate, ali pa recimo projeciramo na nekoga, da je z njim nekaj narobe, da ga moramo na nek način popraviti. V bistvu zaklenemo to osebo na ta način, da ta oseba ne more nič drugega izbrati kot to, kar trenutno izbira. Če gremo namesto tega v dopuščanje, torej da je pač oseba pač je takšna, kot je, izbira, kar izbira, ustvarimo s tem dopuščanjem prostor, v katerem lahko ta oseba izbere nekaj drugačnega. Dejansko takrat, ko nimamo več tega, joj, pa to je narobe, pa skušamo to osebo na kakršenkoli način popraviti, ampak dejansko smo samo tako pač res, ok, pač to je ta oseba, le pač tak si kreira svoje življenje, takrat se lahko pride do neke spremembe, če ta oseba voljna nekaj drugačnega izbrati, če je voljna nekaj spremeniti, pol lahko spremeni. Torej na ta način tudi to osebo osvobodimo, ne samo to osebo, tudi sebe v končni fazi, koliko energije nam gre za to, da na nekoga nekaj projeciramo in ga skušamo popraviti. In to je tudi ena stvar, tudi vse posod, kjer vstopate v neke odnose oziroma imate v odnosih, torej v smislu, ne vem, še posebej, če se naučimo kakva taka ful dobra orodja, kot so recimo Accessova orodja, ki so res tako, lahko hitno spremembo prinese, zelo hitre rezultate in skušamo to vsem predati in pomagati in povedati, jih popraviti na nek način, ne? Če imate, torej, če skušate nekomu v smislu, da je to uporabili, oziroma imate odzadnji neko agendo, nek pogled v smislu, da je z njimi nekaj narobe, da bi mogli biti drugačni, takrat prihaja tudi do velikih konfliktov zaradi tega, ker se vi ne rečete tej osebi, da je z njim nekaj narobe ali pa da se mora popraviti, ampak vi delujete iz tega pogleda in ta druga oseba je energijsko bitje, ki prav tako zaznava vaše poglede, tudi neizrečene, in pa reče, ne bom, ne, pač se upira temu, se začne proti temu boriti in zato pač pol pride do kreganja, do raznih prepirov in kaj, če z nikomer ni nič narobe.
niti z vami, niti z osebami okrog vas, ampak je vsak, kar izbira, kreira svoje življenje, kot ga kreira, kaj če je čisto vsak kreator svojega življenja. Vključno z živalmi, vključno z zemljo, kaj če so vse to zavestna bitja, ki svoje življenje kreirajo s svojimi izbirami, pač kot ga kreirajo. Ja, in ko dejansko začneš enkrat se tega zavedati in to morate tudi vedeti, vse posod, ker se vam zdi, da je pač to neka skrbnost, če skušate nekomu pomagati oziroma ga popraviti, da ga na nek način sodite, mu vsiljujete svoje poglede, nekaj, kar vi veste. To ni skrbnost, še posebej dejansko je neprijazno, če ta oseba ni voljna sploh tega prejeti oziroma zavrača to prejeti, mi pa še kar nekaj vsiljujemo. Dejansko je najvišja oblika skrbnosti je dopuščanje. Torej dopuščanje, da oseba je takšna, kot je, da izbira, kar izbira, da ustvarja svoje življenje, na kakršenkoli način ga ustvarja in pač ga bo ustvarjala, dokler enkrat mogoče ne bo nekaj na drugačen način izbrala. In to dopuščanje je tudi eden od elementov intimnosti, ki pravzaprav nam omogoča, da imamo res dobre odnose. Ampak najprej seveda moramo biti v dopuščanju sebe, pol v dopuščanju drugih in tudi tukaj, včasih tudi se pa ljudje reče, ja, pač ni v dopuščanju tega, kdor sem jaz, ampak ste resnica, ste vi v dopuščanju tega, kdo ste vi. Ste v dopuščanju vsega, kar ste izbrali, vsega, kar ste ustvarili, vsega, kar niste ustvarili. In če vi sami niste v dopuščanju samih sebe, kako drugi naj bojo v dopuščanju vas? Tako da tu morate tudi vedeti to, pravzaprav dopuščanje je ena stvar, ki vam bo omogočila imeti več lahkotnosti v odnosih in seveda, še vedno poudarjam in še bo zdaj še enkrat poudarila, dopuščanje ne pomeni, da ste predpražnik. Dopuščanje ne pomeni, da če nekdo krši vaše pravice, če vam dela neke stvari, če vas zlorablja, da boste rekli, dopuščam to, oziroma, ko vemo, da orodje dopuščanja je zanimiv pogled, torej, da je vse zanimiv pogled. Ne, dopuščanje je, da se postavite za sebe, za svoje pravice, za svojo resnico, in ste potem v dopuščanju tega, da se pol sodite. To je dopuščanje. In drugače je tukaj pač imamo več elementov intimnosti, ampak naj bo za danes, naj vas, kako bi rekla, naj zaključim ta Facebook live s tem, torej dejansko, koliko večje dopuščanje sta lahko za sebe, ali pa dajmo mogoče reči, kaj če bi imeli za sebe neskončno dopuščanje. Kaj bi to ustvarili? In vse, kar vam tega ne dopušča, torej, da imate vse, kar vam ne omogoča, da imate za sebe neskončno dopuščanje. Neskončen zanimiv pogled vsega, kar ste, vseh delov vas, celote vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, med Prampokol in Švorc, Boys, Povac and Beyonds. Ja, hvala vam, da ste vi tukaj, res, in morate vedeti, da dejansko z vsakim pogledom, ki ga vi opustite, ki ste ga vi voljni spremeniti, vsakič, ko rečemo podem pok in ste vi voljni, ja, vse, kar pride ven, naj gre, ne samo, da spremenite sebe, spreminjate tudi svet okrog sebe in to je tisto, podi ti spremeni svet. Tako da evo, jaz upam, da vam je bil današnji Facebook live prispevek, če je, ga tudi delite še s kom drugim, da dejansko se te stvari razširijo, da imamo pravzaprav, da vsi začnemo delovati na nek drugačen način, oziroma čim več ljudi, torej več, ko nas bo delovalo na drugačen način, bolj bo ta pravzaprav zavest pol, kako bi rekla,
se pol pride tudi v kolektivno zavest in da ustvarimo neko drugačno prihodnost, za katero vemo, da je mogoča. Tako da najlepša hvala vam za to, da ste tukaj, za vse vaše komentarje, vse všečke, srčke, vsa deljenja, tako da hvala. In kaj bi bilo potrebno, da se spoznamo tudi v živo s tistimi, ki se še ne poznamo, in da še kako rečemo tudi v živo. Ajde, lepo se imejte, čau, čau.